Put your head up, play! Lep pozdrav vsem, jaz sem Matej. V tokratnem podcastu bom pa skušal odgovoriti na vprašanje, ali lahko Mavericksi še rešijo to sezono. Po nocojšnji tekmi proti Atlanti, po dvoboju Luka proti Treju, bomo v razširjeni zasedbi imeli tudi debato o morebitnih tradih, morebitnih menjavah, koga bi lahko pripeljali, kateri igralci so na voljo, poleg seveda analize tekme Mavericksi proti Atlanti. Tokrat sem pa za vas pripravil samo nekaj zanimivih številk, zaključkov na podlagi tekem, ki smo jih do zdaj videli. Ekipe se približujejo, počasi že tretjini sezone. Mavericksi bodo pa morali začeti nizati zmage, bi že morali začeti. Luknja, ki so si jo nakopali, je že tako globoka, da si daljšega niza porazov ne morejo več privoščiti in nujno potrebujejo ne samo eno zmago, temveč kar niz zmag. Sicer se kaj lahko zgodi, da bo ogrožena tudi končnica, da bo ogrožen playoff, kar pa bi bilo za moštvo, ki so ga pred to sezono mnogi videli na prvih 4, prvih 5, tam nekje med 3. in 5. mestom, morda na zahodu, za moštvo, ki ima igralca, za katerega so pred sezono stavnice napovedovali, da bo MVP, in za tako moštvo po lanski sezoni bi bila neuvrstitev v končnico gromozanski neuspeh in pravzaprav kar katastrofa. Preden pa začnem, bom pa samo na hitro zatežil kot ponavadi. Če lahko seveda ta posnetek všečkate in se naročite na naš YouTube Sportinfo.si kanal ali pa naše Sportinfo.si kanale na drugih platformah, katerikoli platformi nas poslušate, posod so všečki, naročnine in tudi komentarji, ki jih vedno preberemo, seveda dobrodošli. I'm on my Brooklyn dancing, young boy like Luka Doncic, big league I'm up, I'm wildin', PE my... Zdaj pa začnimo s to analizo Dallas Mavericksov in kot neko izhodiščno točko lahko uporabimo izjavo, ki jo je Luka dal po 4. zaporednem porazu, po 2. porazu proti Jazzerjem iz Utaha. Potem so Mavericksi izgubili še 2 tekmi, 2 zaporedni tekmi proti Sunsom, ampak dajmo si za začetek skupaj poslušati to izjavo, potem pa seveda več o tem. Look, how would you evaluate y'all's play and effort tonight? Terrible. Can you elaborate? There's really not much to say. I never felt like this, and we gotta do something because this is not looking good. And we gotta step up. Just talk to each other and play way better than this. It's mostly effort. Right now, it's looking like we don't care, honestly, if we win games or not. More energy, more effort. Die for every ball, box out, everything. There's a lot of things that we can improve, and I know we will, and that's all that matters there. Težke besede, predvsem zaradi tega, ker je Luka govoril o trudu, govoril o pristopu k igri, o energiji, ki jo kažejo igralci, želji, volji. In to so tiste osnove, še posebej, če igralci niso dovolj talentirani, da lahko konkurirajo najboljšim, brez tega, da seveda niso 100% na vsaki tekmi. In ko tem težavam s pomankanjem volje, želje, truda dodamo še pomankanje talenta, ko to počnejo igralci, ki ne morejo zadeti neovirane trojke ali pa zaključiti skoraj da neoviranega zabijanja pod obročem po podaji iz pick and rolla, potem seveda dobimo ekipo z najdaljšim nizom porazov v tej sezoni. 6 zaporednih porazov. Luka je povedal tudi, da se še nikoli v karieri ni tako počutil. In dejansko je sedaj Luka po letih nizanja zmag, nizanja uspehov, tako ekipnih kot individualnih, tam od 13. leta naprej zagotovo nikoli ni izgubil 6 zaporednih tekem. Od mladinskih kategorij Reala naprej pa tam vse do članskih let in uspehov, ki jih je tam nizal. Vsako leto, ko je bil v članski ekipi, je Real nekaj usvojil.
če ne pokala, prvenstvo ali Euroligo ali pa kar oboje. Prvo sezono, potem ko so Mavericksi na naboru izbrali Dončića, so tudi uspešno začeli, dobro igrali, potem pa seveda izvedli tisti mega trade za Porzingisa, zatem tradali še Barnesa v Kingse za praktično nič, za trade exception, za denar, ki bi ga lahko potem porabili za nakup igralcev na prostem trgu. Ampak v tistem tradu so vse stavili na Porzingisa, na to, da se bo ta trade obrestoval in potem do konca sezone tankali za Ziona. To je bil draft, na katerem je bil Zion Williamson in tisto sezono so še imeli svoj pik in verjetno po tistih tradih, kjer so zamenjali 4 od 5 igralcev prve peterke, tudi Luki razložili, da zdaj bomo do konca sezone zgubljali več, kot verjetno želiš ali pa si računal pred sezono, ampak naslednjo sezono s Porzingisom bomo pa zmagovali. Toda potem je sledil temu neuspešen prestopni rok in tudi v zadnjem prestopnem roku niso naredili nič. Izpeljali so menjavo za Josha Richardsona in Jamesa Johnsona, na prostem trgu pa podpisali pogodbo z Wesom Iwundujem in William Collijem Steinom. To so bili njihovi veliki premiki, veliki podpisi. Imeli so pa ogromno možnosti, da bi pripeljali boljše igralce in sestavili boljšo ekipo okoli Dončića. V tistem lanskem prestopnem roku pravzaprav že vemo, zavrnili so možnost menjave za Dragića. Dragić je točno tisto, kar rabijo. Nek zanesljiv secondary ball handler, ko Luko podvajajo, ko ga agresivno pokrivajo po celotnem parketu, ki lahko ne samo zaključi sam, ampak predvsem najde proste soigralce in organizira napad. Tega sedaj nimajo. Nimajo zanesljivega secondary ball handlerja, ampak to je samo ena od mnogih težav, ki bi jo lahko boljši prestopni rok ali pa bolj pametno trgovanje, menjave, bi lahko popravile nekaj teh pomanjkljivosti v njihovi igri. V predlanskem prestopnem roku so namesto te menjave za Dragića pripeljali Delona Wrighta, ki so ga zdaj v zadnjem prestopnem roku tradali in je bil seveda precej slabši od Dragića lansko sezono, nekajkrat slabši. Lahko bi imeli Dragića namesto Delona Wrighta. Lahko bi recimo pripeljali Bojana Bogdanovića pred zadnji prestopni rok ali pa Bogdana Bogdanovića v tem zadnjem prestopnem roku. Oba bi bila takoj avtomatično tretja ali pa druga najboljša igralca glede na vse težave s Porzingisom, glede na to, da Mavericksi ne morejo naračunati, to je sedaj že jasno, vendar o Porzingisu več malce kasneje. Letos bi lahko z bolj agresivno ponudbo pripeljali morda Marka Gasola kot centra in seveda Mark Gasol namesto Willija Collija Steina, ki tudi ko je sam pod obročem zgreši tako veliko metov, da bi ga verjetno v Evropi vsak trener že zdavnaj posedel na klop, kljub pa z njim prekinil pogodbo. Da seveda ne govorimo o njegovih težavah v obrambi. Skratka, poanta tega renta je, da bi Dallas lahko v prestopnih rokih pripeljal precej boljše igralce, imeli so denar, imeli so v proračunu prostor, vendar niso storili nič. Zakaj Dallas ni nič naredil, zakaj je Dallas, če tako rečem, šparal denar za boljše igralce? En razlog je bil ta, da so seveda ves čas sanjali o tem, da bo Giannis Antetokounmpo prišel v Dallas v naslednjem prestopnem roku, da po neuspehih z Bucksi ne bo z njimi podaljšal pogodbe. Zato so v zadnjih 2 prestopnih rokih se odločili, da bodo denar prihranili za naslednji prestopni rok in potem v tem pripeljali Antetokounmpa. To je bil seveda račun brez krčmarja, ki se Mavericksom že večkrat ni splačal. Mavericksom v Dallas za časa dirka, za časa najboljših dirkovih let, nikoli ni uspelo pripeljati nekega zvezdnika, superzvezdnika. In na nek način se zdaj zdi, da se nekako ta scenarij ponavlja z Luko. Luka je MVP kandidat na rookie pogodbi. Kaj takega se v zgodovini franšize, v zgodovini kluba zgodi morda enkrat, če imajo seveda ogromno srečo.
Če imaš v ekipi recimo igralca, ki je vreden 30, 35, 40 milijonske pogodbe na leto, pa igra za 6-7 milijonov, imaš toliko več manevrskega prostora, da ga obkrožiš z resnično dobrimi, dražjimi tudi igralci. Mavericksi so sedaj to priložnost zapravili že 2-krat, odkar so draftali Luko. Odkar so ga izbrali na naboru, so imeli že 2 priložnosti, 2 prestopna roka in pogrnili v obeh. Zakaj? Donnie Nelson, GM Mavericksov, je že po lanskem prestopnem roku, ko so bili deležni določenih kritik, da na prestopnem trgu niso bili dovolj agresivni, niso izboljšali ekipe, dejal, vi se ne zavedate, kako Luka igralce dela boljše, za koliko on igralce dela boljše. S tem je seveda mislil to, da Luka nase navleče toliko pozornosti obrambe v pick and rollu ali pa tudi v tranziciji, pravzaprav ves čas, da njegovi soigralci dobivajo ne samo odprte mete, neovirane mete za 3, temveč tudi več ali manj neovirane mete pod obročem, priložnosti za zabijanje, zaključevanje alley-oopov, kjer ni v bližini nobenega obrambnega igralca. In seveda zato igralci, ko igrajo z Luko, zaključujejo s precej višjimi odstotki. Toliko neoviranih metov, toliko odličnih priložnosti kot z Luko, ne samo na prste ene roke. To govorimo o 2-3 igralcih lige, ki še ustvarjajo toliko neoviranih priložnosti. In lani so se te besede Donija Nelsona dejansko potrdile. Igralci, ki v karieri niso bili recimo nadpovprečno dobri ostrostrelci, so za 3 metali precej bolje kot predtem, ker so seveda pogosto metali povsem neovirane mete. Letos Dallas ni samo najslabša ekipa po odstotku meta za 3 točke, ampak je tudi najslabša ekipa po odstotku neoviranih metov za 3 točke. Dallas Mavericksi za 3 mečajo 32,8 odstotkov, kot sem dejal, najslabši odstotek v ligi. Neovirane mete za 3, kjer je v trenutku izmeta najbližji obrambni igralec vsaj 2 metra stran, pa zadevajo z le malce boljših 33,7 odstotka. Tudi to je najslabši odstotek v ligi pri neoviranih metih. Za primerjavo, da boste dobili boljši občutek, kar 14 ekip take neovirane mete zadeva z več kot 40% učinkovitostjo. Tiste najboljše ekipe zadevajo take mete 43-44%. Clippersi, ki so najboljši, so preko 44% pri neoviranih metih za 3. O trojkah kot enem od ključnih problemov Dallasa smo že govorili, ampak ta odstotek neoviranih metov za 3 je še dosti bolj zgovoren. To so seveda podatki, ki jih ima pred sabo vsak trener, preden odigra tekmo proti Mavericksom. In seveda reakcija, taktika vsakega trenerja je zato zgostimo obrambo pod obročem, prodorih, pick and rollu, vedno 2 igralca na Luki, vedno zraven igralci, ki pomagajo, prevzemajo, če Luka prebije tisto prvo obrambno linijo. In to tudi za ceno odprtih, neoviranih metov soigralcev. Pravzaprav bom rekel, da je pravi čudež, da ima Luka letos povprečje 9,4 podaje na tekmo. Trenutno je drugi najboljši podajalec lige pred nocojšnjim tekmecem Trajem Youngom z 9 podajami na tekmo. Ja, je dejansko mali čudež, da ima Luka 9,4 podaje na tekmo ob takem odstotku neizkoriščenih, neoviranih metov. In ne samo, ko govorimo o trojkah. Dallas Mavericksi neovirane mete iz igre, torej vse mete, tudi tiste, ki so precej bliže kot 3, vse mete mečajo z 39,4% neučinkovitostjo. Neovirane mete, da smo si na jasnem, pri katerih je v trenutku izmeta obrambni igralec vsaj 2 metra stran. 39,4% iz igre. Res, da gre veliko število teh metov na račun trojk, ne pa vsi. In tudi tukaj so med najslabšimi ekipami lige. Donnie Nelson in vodilni Dallasa so se preprosto ušteli. Lani se je njihova kalkulacija izplačala, da bodo soigralci ob takem številu neoviranih metov, ki jih ustvari Luka, metali precej bolje. Letos jih je pa to nekako ugriznilo v rit.
Obrambe so zgoščene pod obročem, Luka podaja za odprte mete, igralci te mete grešijo tudi v ključnih trenutkih. Na zadnji tekmi proti Sansom, dobro minuto pred koncem, Luka gre v prodor, navleče nas 4 obrambne igralce, oba igralca na krilih, poda povsem samemu Dorianu Finney-Smithu za trojko v kotu, trojko, ki bi verjetno na koncu zmago prinesla Mavericksom. Finney-Smith zgreši. To sezono že neštetokrat videni scenarij, ekipe se v obrambi posvečajo samo Dončiću in pogosto igrajo tako, kot da je Dončić edini košarkar na parketu, edini nevarni igralec, ki igra 4 amaterji. Morda se sliši grobo, ampak tako obrambo igrajo nasprotne ekipe, box and one in triangle and two sta že 2 taki taktiki, ki jih uporabiš samo proti ekipam z enim resnim igralcem. Dallas seveda ima dobre igralce. Čim igraš v NBA, si dober igralec, si eden od 500 najboljših, koliko recimo jih je v NBA. Vsi te igralci imajo talente za to, da so v NBA, nimajo pa dovolj talenta za to, da bi se borili za najvišja mesta, vsaj ne v teh vlogah, kot jih imajo sedaj. Vprašanje je, če ima Dallas poleg Dončića in pogojno Porzingisa še kakšnega igralca, ki bi v top 4, top 5, top 6 ekipi lige lahko igral v prvi peterki, ki bi bil morda celo med prvih 6 ali 7 v rotaciji. Morda recimo Josh Richardson, Kleber, Tim Hardaway bi lahko še bil recimo tam 6., 7. igralec kakšne res dobre ekipe. V prvi peterki pa razen Dončića in že spet pogojno Porzingisa nihče. Tisti gromozanski trade, v katerem so potem izgubljali drugo polovico Dončićeve rookie sezone, za ta trade zdaj bo 2 leti od trada, lahko rečemo, da se jim ni splačal. Porzingis je v teh 2 letih morda odigral en dober mesec, kvečjemu 2. Pa mislim, da je 2 že malo preveč, če govorimo o Porzingisu na nivoju, na katerem bi ga potrebovali Mavericksi, zato da bi se res lahko borili za mesto med najboljšimi ekipami lige. Ob koncu lanske sezone v Orlandovem mehurčku pred ponovno poškodbo kolena je končno začel kazati take igre, kot bi jih pričakovali tudi od igralca na max pogodbi, na najvišji možni pogodbi. Brez ene same odigrane tekme za Mavericks je dobil to pogodbo in jo do sedaj niti približno še ni upravičil. Jasno je, da en dober mesec, odličen mesec v 2 letih ni dovolj. Pogosto je tudi težko kritizirati, biti zelo kritičen do igralca, ki konec koncev zaradi poškodb ni sam kriv za to, da ne more dati tega, kar se od njega pričakuje. In to je ves čas treba nekako imeti v oziru, ko govorimo o Porzingisu. Ampak do sedaj je večino časa ali bil poškodovan, ali se vračal v formo po poškodbi, za kar je lani potreboval več mesecev. In ta scenarij se sedaj ponavlja to sezono. Lani zopet potem poškodba v play-offu, sedaj imamo pa že dovolj tekem dokaza v 2 letih na takega igralca, ki ima toliko težav s poškodbami in ki potrebuje toliko časa, da se po poškodbah vrne v formo, preprosto ne moreš računati. S tem, da po tej zadnji poškodbi kolena se Porzingis preprosto ne giba več dobro. Ali bo spet potreboval določen čas, da ne samo fizično, temveč tudi psihično morda izgubi nek strah pred ponovno poškodbo in začne igrati bolj agresivno, ampak zato bo zopet potreboval preveč časa. Pravzaprav ne bo potreboval, je že potreboval preveč časa. S Porzingisom, ki ima toliko težav s poškodbami, kot jih je imel, ne samo pred tradeom v Dallas, ampak po tradu v Dallas ne bo nikoli nič osvojil. Upam sicer, da se motim, upam, da bo Porzingis dokazal, da se motim in imel izjemen drugi del kariere. Ampak če sodimo po dosedaj videnem, potem na to preprosto ne morem upati.
Vedno bolj se mi zdi, da je edina rešitev za Maverickse, da izpeljajo kakšen dober trade za Porzingisa, ampak problem je seveda, da takega Porzingisa, kot ga gledamo sedaj, praktično nobena ekipa v ligi ne bi želela, oziroma zanj ne bi želela nič konkretnega dati, nobenega dobrega igralca. Porzingis praktično sedaj, ko govorimo o trgu menjav, trade marketu, nima skoraj da nobene vrednosti. Nekateri navijači sanjajo, da bi morda lahko Mavericksi pripeljali Bradleyja Beala iz Washingtona in zanj tradali Porzingisa, to da to v tem trenutku ni realno. Bradley Beal igra sedaj kot top 5 igralec lige, Porzingis pa trenutno mislim, da ni niti top 80-90 igralec lige. Ampak dejal sem o morebitnih tradih, morda bolj realnih tradih več v naslednjem podcastu. Pri Porzingisu je namreč edina možnost za Dallas, edina rešitev za Dallas, da se vrne v tisto formo iz balončka in da v taki formi odigra vsaj pol sezone. In morda, če se vrne do konca te sezone v tako formo, če ima dober zaključek sezone in zanj lahko dobijo nekega igralca, ki je vsaj tam nekje mejni, borderline all-star igralec, ni potrebno, da gre za preverjenega all-star igralca, samo da gre za igralca, ki lahko konstantno daje 20 točk na tekmo vsako tekmo. In ob tem igra še obrambo, če dobijo enega tazga igralca. Jaz mislim, da bi bilo potem smotrno in pametno Porzingisa tradati. Porzingis je zelo nadarjen igralec, izjemno nadarjen igralec, ampak od druge sezone naprej Porzingis deloma zaradi poškodb ni nadgradil svoje igre, ni napredoval. Porzingis tik pred poškodbo v sezoni 17-18 je bil boljši Porzingis, kot ga gledamo sedaj. Ampak tudi, ko govorimo o New York Knicksih in njegovi igri za Knickse, tudi tam je bilo premalo konstante, premalo konsistentnosti v njegovi igri, tudi tam so ga pestile poškodbe, tudi tam je recimo mesec pa pol, dva igral na izjemno visokem nivoju, potem pa padec na realna tla. Dallas Mavericksi so stredno za Porzingisa kockali in vse kaže, da se tudi zakockali. Vsaj za enkrat. Porzingis je krilo v telesu centra, katerega glavna odlika naj bi bil odličen met za 3, pa za 3 meče 30%. Visok je 221 cm, vendar nima praktično nobene centrske igre s hrbtom proti obroču. Obenem pa ni dober tudi v pick and rollu. Ko smo govorili o Porzingisu, smo rekli, odličen je v pick and popu vedno nase navleče dodatnega obrambnega igralca, ga povleče na trojko in ima tako Luka več prostora v prodorih, samo enega igralca pred sabo. Na ta račun lahko morda spregledamo to, da je katastrofalen pri postavljanju blokov in se slabo odvaja pod obroč, ne zaključuje dobro v pick and rollu, ampak odpira prostor Luki. Sedaj, ko meče za 33%, ga obrambni igralci puščajo samega. Tudi njega, tista glavna stvar, zakaj so ga pripeljali, spacing, daje več prostora Luki v igri 1-1. Tudi tukaj ni sedaj nobene koristi od njega, njegov obrambni igralec in pogosto njegov obrambni igralec ni center oziroma zadnje tekme skoraj nikoli, tako da center ostane blizu obroča in pomaga v Lukovih prodorih, ker namreč lahko Porzingisa pokriješ z nižjim igralcem na zunanjih položajih in ker nima nobene centrske tehnike, pod obročem ne zaključuje dobro. Jaz zdaj nalagam na Porzingisa kritike, vendar on je ključ do uspeha Mavericksov. Če on ne igra na all-star nivoju, če on ni vsaj top 20, morda pogojno top 25 igralce lige, rekli smo, zdaj ni niti top 80, pa ne govorimo samo o napadu, ampak tudi o obrambi, ker je pri obrambi pick and rolla katastrofalen. Če on ni all-star v napadu in all-defense v obrambi, potem Dallas s takim rosterjem, s tako postavo, s takimi roleplayerji ne bo nič dosegel. Dončić več kot to, kar dela, ne more narediti. Ali si Luka zasluži kakšne kritike za slab začetek sezone Mavericksov?
Vsekakor. Sezone ni začel v formi, ni bil dobro kondicijsko pripravljen, o razlogih za to smo govorili. Računal je na kasnejši začetek sezone, ampak preprosto ni dovolj trdo delal med premorom, vzel si je mogoče preveč prostega časa in te kritike na njegov račun so vsekakor upravičene. Tega se ne da zanikati. Toda po tistih 3 pripravljalnih tekmah in potem še 4-5 tekmah rednega dela sezone je Luka več kot očitno trdo delal. Videli smo ga, da je po tekmah opravljal še dodatne treninge meta, delal na kondiciji, delal z utežmi trdo 1 mesec in prišel v tisto MVP formo, ki smo jo od njega pričakovali. Če odštejemo prve 4 tekme sezone, Luka na tekmo dosega več kot 28 točk, 9,8 skokov, torej skoraj 10 skokov in 10,1 podajo. 47% met iz igre in 33 za 3. Torej tudi met po tistem res katastrofalnem začetku, ki gre zdaj že spet tudi na račun težkih nog. Tudi Luka je povedal, da je po tekmah na začetku sezone imel težke noge in to vsekakor vpliva na met. Po tistem začetku zadeva trojke 33%, ne odlično, ne dobro, ampak za tako težavne mete, kot jih on meče, ker ne dobiva seveda nobenih odprtih metov, tako kot jih on pripravlja soigralcem, je tak odstotek respektabilen oziroma sprejemljiv. Torej 28 točk, 10 skokov in 10 podaj. To je MVP statistika. Če gledamo razne napredne statistične kategorije, ki združijo učinek igralca v napadu in učinek igralca v obrambi, Luka skupaj z Jokićem, ki je to sezono še boljši, statistično izstopa. Tudi njegov net rating v minutah, ki jih on prebije na parketu, Dallas ne izgublja tekem. Dallas tekme zmaguje v minutah, ko on igra. Če želijo Mavericksi nekaj doseči, ne more biti Luka najboljši strelec, podajalec, pa še skakalec ekipe. Porzingis lahko uspešno v napadu igra samo na položaju centra, ampak on ni center. Zato še enkrat moram ponoviti, da upam, da se motim, ampak mislim, da Dallas s Porzingisom ne bo nikoli nič osvojil. Iskreno upam, da me demantira in da Porzingis v 3, 4, največ 5 letih dvigne pokal Larryja O'Briena skupaj z Luko in pokaže sredinec vsem tistim dvomljivcem. Ampak žal mislim, da tega ne bomo videli. Dallas je sedaj v težki, neugodni situaciji, ne samo kratkoročno, temveč tudi dolgoročno. Mislim, da bodo problemi, o katerih govorimo sedaj, ostali tudi, če se to sezono poberejo, odigrajo precej bolje, pridejo v playoff. Mislim, da po sedaj videnem niso ekipa, ki lahko računa na drugi krog playoffa in lahko v trenutni situaciji računajo, največ na kar računajo je uvrstitev v playoff in izpad v prvem krogu. Ja, zdaj sem kritiziral dovolj, ampak če slučajno mislite, da sem bil morda preveč kritičen, potem verjetno niste zadnjih par dni brali Twitterja, Reddita, omrežij, kjer je največ NBA navijačev, ne samo navijačev, tudi trenerjev, igralcev in vseh ostalih, ki spremljajo NBA košarko, novinarjev, takšnih in drugačnih poznavalcev, ki zdaj, pa bom kar direkten, zlivajo gnojnico po Luki Dončiću. Pravijo, da ko dežuje, gliste prilezajo iz zemlje in zdaj so vse v navednicah gliste, ki so v večini primerov pred naborom Dončića, pred njegovim draftom napovedovale, da bo Luka pogorel, da v NBA ligi ne bo dosegel nič, ne bo all-star igralec, all-NBA igralec, da bo kvečemu nek poprečni igralec in si ne zasluži ne samo izbora v prvem krogu med prvimi 30, temveč bi ga morali po mnenju teh glist že spet na draftu izbrati v drugem krogu. Take medijske gliste, vplivni podcasterji ali glasovi na teh družbenih omrežjih, ravno tisti, ki so bili pred draftom najbolj kritični in seveda tudi najbolj v zmoti, povsem v zmoti, 100% zgrešili tarčo,
Točno te se zdaj oglašajo in pljuvajo po Luki, da ni winning player, ni zmagovalni igralec. To je tisti stari cikel, ki ga vidimo v medijih, kot pravi ameriški pregovor: they build you up just to tear you down. Tako kot so Luko pred sezono hajpali, na veliko hvalili, pričakovali, ga imeli za glavnega MVP kandidata, tako se sedaj nanj usujejo vse mogoče kritike o tem, da ni dober vodja. Jaz še vedno mislim, da bo tukaj veljal pregovor: tisti, ki se zadnji smeje, se najslajše smeje, in mislim, da se bo Luka zadnji smejal. Dallas potrebuje Luko ne samo na MVP nivoju. Tak Dallas, kot so ga sedaj zgradili, o napakah in razlogih smo že govorili, ampak tale roster Dallasa brez menjav, brez sprememb, potrebuje Luko ne na nivoju top 6, top 7, top 8 igralca lige. Luka, zato da je Dallas konkurenčen, mora biti MVP. Mora biti najboljši igralec lige. Kljub temu, da ima od 1. januarja skoraj da povprečje trojnega dvojčka, 9,8 skokov, 10,2 podaji, 28 točk, to ni dovolj. Dallas sedaj od njega, če se drugi igralci ne prebudijo, če se Porzingis ne prebudi, potrebujejo za to, da so konkurenčni, več kot 30 točk, več kot 10 skokov, več kot 10 podaj, čeprav seveda podaje niso odvisne samo od njega, o tem smo govorili dovolj. Potrebujejo, da je najboljši igralec lige, potrebujejo, da je vodja ekipe na parketu in v slačilnici, kar pa za 21-letnega igralca ni lahko. Dallas potrebuje takega Dončića, ali pa mora Porzingis dvigniti nivo igre za nekaj stopničk in ostali roleplayerji odigrati vsaj na nivoju poprečnih NBA roleplayerjev. Drugače se bodo kritike množile, pritisk večal, na koncu sezone pa, če ne pride do drastičnega preobrata, lahko pride do drastičnih sprememb v postavi, morda pa tudi v pisarni ali pa na klopi, ko govorimo o trenerju. Tudi Carlisle si zasluži kritike, tudi Carlisle nosi del odgovornosti, ampak po drugi strani je pa zopet seveda treba poudariti, da Carlisle nima dobrih igralcev z izjemo Luke. Da ima Carlisle na razpolago postavo, kakršno ima, postavo, o kateri smo dovolj povedali, in vsi te problemi, ki jih ima Luka na parketu, se prenašajo tudi na Carlisla na klopi. Že spet. Tudi on si zasluži kritike, ampak tisti največji problemi so bili storjeni že pri sestavi ekipe. Tako, mislim, da sem bil za sedaj več kot dovolj dolg in podroben. Jutri po tej tekmi Mavericks Atlanta, analiza te tekme in pa debata o morebitnih tradih. Upajmo, da Dallas prekine ta niz porazov, da se ravno proti Atlanti nekako iztrgajo iz te res neugodne situacije, v kateri so, in začnejo zmagovati. Upajmo, da bomo lahko do konca sezone bolj pozitivni in zopet govorili o zmagah. Upajmo seveda, da bo to že jutri in da Luka nadigra Treja. Všečki, lajki, naročnine zaželjeni, komentarji še toliko bolj. Morda podajte kakšen trade predlog za menjavo, koga bi lahko Dallas Mavericks pripeljali, trade, za katerega bi želeli, da o njem podebatiramo jutri. Jaz pa vam bom zaželel prijeten ostanek dneva in se kmalu zopet slišimo.